Katere napake se največkrat delajo pri pripravi rib? Ja, pri ribah je najbolj pogosto, ko se ribe filirajo, že tukaj precej napak, ker kar nekaj mesa ostane na kosteh ali preveč kosti ostane v filejih. Potem je pa seveda za samo obdelavo. Običajno se ribe prepečejo, niso sočne in obenem tako, če gledamo pravilno pečen file, bi mogel biti zunanje strani koža hrustljava, to se pravi, da je lepo zapečena, v sredini bi mogla biti pa riba mehka in sočna. Običajno je pa tako, da se vse skupaj prepeče in potem riba notra ni sočna, pride do tega, da okusni sok ribe, ki je v sredini, se suši in potem jaz pravim temu jemo žaganje. Sedaj se pečejo postrvi. Je kakšna posebnost, ko pripravljamo in pečemo postrvi? Ja, če pečemo postrvi, v bistvu zdaj smo v sezoni, ko se peče na žaru, mora biti postrv suha. To se pravi, treba je prej popivnati z papirjem in potem jo damo na rahlo, na oljeno rešetko. Ali pa če imamo rešetko dovolj dobro segreto, je samo kožo namažemo mehen z oljem in postavimo na rešetko in se bo riba potem, ko bo pečena, na eni strani lepo odlepila od rešetke. Postrvi dejansko paše vsa zelenjava in sadje, ki ne nadvlada postrvi. To se pravi, mora biti nežnega okusa. V nobenem primeru pa postrvi ne kombiniramo ne s peteršiljem pa ne s česnem, zato ker česen in peteršilj sta dva najbolj agresivna začimba in zelišče, ki pa nadvladata dejansko vse ribje okuse in s tem, ko si damo peteršilj in česen na ribo, ne vemo več, kaj jemo. Vemo, da jemo nekaj ostrega od peteršilja in česna. Kaj pa vino? Z vinom je tako. Vino, seveda, če se pripravlja riba v neki omaki, je priporočljivo tudi vino. Tako pol suho kot sladko. Je pa seveda vprašanje, kaj želimo s tisto omako potem narediti in kakšnega okusa ne bi bila potem riba.